Lep pozdrav, spoštovani, v mesečni oddaji oziroma Evropskem utrinku. Tudi tokrat je z nami na Skype povezavi vodja slovenske delegacije v Evropskem stranki, dr. Milan Zver. Pozdrav v Štrasburgu. Lep pozdrav. Dr. Milan Zver, povejte mi, kaj so včeraj tile Faraževe evroskeptiki skušali podtakniti, da bi prekinili zasedanje parlamenta? Ja, dobro ste obveščeni. Včeraj so prvič v tem zasedanju ugotovili, da jim tudi postopek, procedura omogoča blokado parlamenta. Znano je, da Evropski parlament deluje kot večina sodobnih modernih parlamentov, večina po odborih in delovnih telesih in seveda, da je plenarka polna samo v času, ko se glasuje. To dejstvo, da je bil parlament prazen, so poskušali levi in desni evroskeptiki, največ je bilo desnih, izkoristiti tako, da jih mora biti najmanj 40, da predlagajo prekinitev seje. In to so storili, ko je bila dvorana skoraj prazna, ko so delovali pač drugi odbori. Poslanci smo bili na političnih skupinah in tako naprej. In začasno je bila potem seja prekinjena in ko smo prišli vsi poslanci nazaj na plenarno zasedanje, smo seveda zavrnili tak predlog. Ampak vendarle smo izgubili skoraj 1 uro iz teh proceduralnih igric, kdo bo koga, in s tem je narejena velika škoda. Istočasno pa so naši poslanci skrajni obljubili, da bodo to počeli redno, ne? Tako da bodo poskušali na ta način oteževati delo. Gre za skupino, ki je izrazito evroskeptična in prorusko, proputinsko usmerjena. To smo videli vsaj v 2 debatah, 2 razpravah na plenarnem zasedanju, ki sta bili povezane z Rusijo. In zanimivo je, kako so poskušali tudi posamezne ustne amandmaje zablokirati in so tu bili tudi uspešni. Če nekdo tik pred zdajci poskuša popraviti besedilo s tako imenovanim ustnim amandmajem, lahko 40 poslancev blokira. In to so pridno počeli tudi včeraj. Tako da v prejšnjem mandatu se nikoli ni zgodilo, da bi bilo toliko nestrpnosti in toliko napetosti v Evropskem parlamentu. Nasprotno, vedno smo govorili, da bi bilo dobro, da bi tudi nacionalni parlamenti delovali tako kulturno, da bi se usklajevale politike in tako naprej, da se poslanci niso uporabljali sovražnega jezika. Sedaj pa imamo praktično vsak dan priložnost slišati nerazumljive izpade ali z leve ali pa desne skrajne strani. Povejte mi, včeraj je tudi bil poseben dan, ko navkljub temu, da je bilo na matičnem odboru dogovorjeno in odločeno, da se glasuje o prostotrgovinskem sporazumu med Evropo in Združenimi državami Amerike, na koncu tega glasovanja ni bilo. Iz Štrasburga smo, vsaj kar se javnosti tiče, dobili pravzaprav 2 različnih informacij. Ja, gre za dokaj neprijetno zadevo. Evropski parlament sicer ta hip nima neke odločilne vloge pri pogajanjih z Ameriko, glavni akter je seveda Evropska komisija in pogajanja normalno v tehničnem smislu potekajo. So dovolj transparentna, vsi poslanci imamo možnost obiskati tako imenovano tiho sobo in pogledati tiste dele, ki nas zanimajo. Tudi jaz sem že bil v tej tihi sobi in sem si pogledal določena poglavja. No, pogajanja so tudi pri pripravi resolucije. Evropski parlament je že sprejel pred 2 letoma resolucijo in z njo izrazil nekako svoj odnos do tiste stopnje pogajanja, do katere so do takrat do katere je prišlo. Po 2 letih smo ponovno poskušali oceniti proces pogajanja in na odboru je bila sprejeta neko skupno glasilo z 2/3 večino. No, kasneje pa so si zlasti socialisti premislili, nastal je razkol znotraj politične skupine socialistov in demokratov in nastala je dokaj neprijetna situacija za predsednika Šulca, ki tudi prihaja iz vrst iste stranke. In glede na to, da je bilo, to je on uporabil neki formalni kriterij, pretirano število amandmajev tik pred zdajci na plenarno zasedanje, je odločanje o tem in pa tudi razpravo preložil na naslednjo sejo ali pa na jesen.
Jaz mislim, da je to škoda, ker je to slabo sporočilo evropski javnosti. Dejstvo je, da Evropski parlament je razdeljen glede tega vprašanja, kako tudi evropska javnost. Ampak vendarle menim, da je ta sporazum življenjskega pomena za Evropsko unijo, za evropsko gospodarstvo, za evropska gospodinjstva, za evropska mala in srednja podjetja in nenazadnje za evropske državljane. Če ti odstraniš neke ovire, ki so v trgovanju, potem ne more biti slabega rezultata. In zdaj prve primerjave kažejo, da zlasti evropske države vse po vrsti profitiramo iz tega sporazuma, če bi bil čim prej sprejet. Seveda mi se zavzemamo za čim prejšnje sprejetje. Pa še ena civilizacijsko-kulturna dimenzija tega vprašanja je, mi se moramo povezati z ZDA. Vsi skupaj bomo imeli kmalu manj kot 10% svetovne populacije. Druge regije v svetu se hitro razvijajo, kopičijo svojo gospodarsko, vojaško, politično moč, mi pa nekako usihamo. In z tem sporazumom bi ponovno oživelo gospodarstvo ne samo v Evropi in seveda tudi trgovina, ampak tudi v Ameriki in tudi z drugimi državami, s katerimi imamo sprejete tovrstne sporazume. Moram povedati, da imamo že polno teh sporazumov in nikoli ni bilo toliko nasprotovanja kot ravno proti ZDA. Jaz večkrat pravim, tukaj je svojo propagandno mašinerijo vključil tudi Putinov režim in ravno na tem plenarnem zasedanju se je videlo, kakšno moč ima tudi v Evropskem parlamentu, ne samo v državah članicah. Mimogrede, papež je ob obisku Putina rahlo okrcal, kar se tiče ruskih pretežiranj do sosednjih ozemelj, pa tudi vi ste v Evropskem parlamentu nekako sprejeli neke zaveze o tej varnostni politiki. Ja, apelirali smo na države članice Evropske unije, da morajo več vlagati v obrambo in nekako poskušajo vzdrževati to vojaško ravnotežje moči, ki se počasi ruši ravno na vzhodu, v našem vzhodnem partnerstvu, kjer smo praktično izgubili bitko z Putinom, ki je uspel v mnogih predelih vzhodne Evrope doseči tako imenovani zamrznjeni konflikt, ki ima seveda negativne posledice pri nadaljnjih integracijah teh držav z Evropsko zvezo. Res je, papež ga je sprejel, mogoče v nepravem času. Gre za dokaj pereče vprašanje, tudi versko vprašanje v Ukrajini, kjer je zelo močna grško-katoliška verska ločina, ki priznava papeža za svojega vrhovnega verskega voditelja, ne pa patriarha moskovskega. In tukaj je zelo občutljivo vprašanje. Morda ima Putin tukaj svoje načrte, da bi prvič po 1000 letih uspel spraviti skupaj patriarha in pa papeža. To doslej še se ni zgodilo, še ni uspelo nikomur. Ruska stran odločno zavrača vsakršen pogovore z papežem, kar je seveda škoda ne samo z vidika ekumenizma, ampak predvsem ne prispeva k blažitvi nastalih razmer na vzhodu. Potrebno je vedeti, da je cerkev močno sodeluje z Putinov režimom in bi tudi zaradi svoje moči in pozicije lahko bistveno prispevala k umiritvi razmer, pa tega ne stori. Tako da bi vsekakor bilo dobro tovrstno srečanje, če bi do njega prišlo. Jaz mislim, da si mora papež še vedno prizadevati v smislu ekumenske politike, ki jo že dolgo zastopamo v Vatikanu, da bi do tega srečanja čim prej prišlo. Morda bi potem imel tudi Putin manj manevrskega prostora za izražanje, izkazovanje svoje vojaške moči. Z tole ukrajinsko-rusko krizo je pravzaprav tudi povezano vprašanje energetske bilance Evropske unije. Ja, to je res. Eden od ključnih projektov, poleg TTIP-a, o katerem sva govorila prej, je vzpostavitev čim večje energetske neodvisnosti Evropske
unije. Temu sedaj pravijo, tako kot ste omenili, Evropska energetska unija. Seveda brez naslonitve na druge vire ne bo šlo. Tukaj imamo različne poglede in koncepte v Evropskem parlamentu. Zeleni bi želeli kar vse skupaj prevaliti na sončno in vetrno energijo in na mišice, ampak seveda to ne gre tako. Če bi radikalno pristopili k novim virom energije, bi seveda na desetine milijonov ljudi bilo brez službe in tako naprej. Torej bi razvoj zaostal. Res pa je, da ima edina, ki je resno na poti k nizkoogljični družbi, ravno Evropska unija, in tukaj so narejeni primerjavi z Ameriko ali pa Kitajsko, Indijo in drugimi predeli sveta veliki koraki naprej. Ta hip nam edino dela težave na tej poti pač rusko izseljevanje, energetsko izseljevanje, in ni druge poti, kot da se Evropska unija bolj osamosvoji tudi na tem področju, in to kani storiti. To je resen projekt, ki ga praktično, ki razen na levem ekstremu in na desnem ekstremu podpirajo vsi v Evropskem parlamentu. Na koncu današnjega pogovora, dr. Milan Zver, Evropski parlament je sprejel že kar nekaj resolucij in različnih drugih dokumentov v povezavi z korupcijo, z pranjem denarja in tako dalje. Zadnja afera, s katero se sicer bolj ukvarjajo ameriški pravosodni organi FBI in tudi druge policije, povezana z Svetovno nogometno federacijo FIFA. Sepp Blatter je odstopil nekaj dni po tistem, ko je bil izbran še za 5. mandat. Vi ste ostro in jasno obsodili vso umazanijo, ki je v povezavi z tem svetovnim nogometnim velikanom. Res je, morda bi morali reagirati že veliko prej, ampak veliko prej nismo imeli toliko informacij, kot so prišle v javnost šele po akciji ameriškega tožilstva in pa švicarske policije enostavno aretirala nekatere ljudi, in preiskovalni postopki so začeli teči in sedaj kapljajo resno grozne stvari, grozne informacije o tem, kaj se je vse dogajalo v FIFA. Vsi smo vedeli, počutili, da nekaj ni v redu, da se klika drži na čelu že vrsto let. Je pa jim uspelo umazati ne samo svoje inštitucije, svoje imena, ampak tudi šport kot tak. Dejstvo je, da nogomet niso samo Ronaldo pa Messi, ampak na milijone in milijone mladih, majhnih deklic in fantov, ki po Afriki, Aziji, Južni Ameriki igrajo nogomet, vidijo svoje nogometne idole in sanjajo, da bodo mogoče tudi sami nekoč lahko zaužili drugačno življenje, ki ga živijo sedaj, mnogi v revščini. In tudi zaradi tega, ker je šport neka univerzalna govorica nekega poštenja, vrednot, miru, sožitja med ljudmi, so nezakoniti posli, korupcija, kriminal v športu seveda posebej nezaželeni, in zaradi tega je politika v tem primeru oziroma Evropska unija tako ostro reagirala na korupcijo v zgolj eni izmed svetovnih športnih zvez. Bilo bi dobro, da bi pogledali še nekatere druge. Na koncu najnega pogovora hvala lepa za to, ker smo se srečali oziroma videli čez Skype povezavo. Vem, da vas čakajo zdaj kar nekaj glasovanj. Vse dobro za današnji dan, pa seveda do konca tega zasedanja v Štrasburu. Srečno. Srečno in hvala. Mi pa se znova vidimo čez mesec dni v oddaji Evropski utrinek.